Epidemija covida-19 vztraja v leto 2021, nesposobnost vlade Janeza Janše, da nanjo odgovori, pa prav tako. Pomoč do ljudi ne prihaja, množijo se socialne stiske in psihični zlomi. Preko 3000 mrtvih, tretja najhujša slika v svetu, je najbolj neposreden, tragičen davek vladne nesposobnosti. A toliko bolje se godi prijateljem vlade Janeza Janše, kriminalnim združbam, s katerimi odkrito deli oblast, in kapitalističnemu razredu. Ob vseh milijardah, za katere je vlada državo zadolžila, se je zgolj 370 milijonov prelilo v podporo za ljudi. Kar 5-krat več, 1700 milijonov oziroma 1,7 milijarde je bilo namenjenih kapitalu. Do sedaj. Z izdatnimi podporami za menedžerje in lastnike namreč nadaljuje tudi PKP8, delavski razred pa spet pušča na cedilu. Recimo, vsi dobro vemo, da do okužb prihaja na delovnih mestih. Te okužbe žene prezentizem. Delavci odhajajo v službo, čeprav so okuženi, ker se bojijo zdrsa v revščino. Namesto, da bi jim v primeru okužbe zagotovili 100% nadomestilo in socialno varnost, kot so to recimo naredili v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem, nadomestilo ostaja nižje od že tako skromnih delavskih plač, vlada pa je za povrh postopek še zakomplicirala do onemoglosti. Še več, sam PKP8 je pripravila na način, da poštenega nadomestila za okužene delavce iz parlamentarne klopi vanj sploh ni mogoče vpisati. Skratka, vlada delavcem, ki imajo simptome okužbe in bi morali ostati doma, noče zagotoviti polnega nadomestila. Bo pa nadomestilo zagotovila njihovim delodajalcem, ki ravno te delavce pogosto silijo na delo tudi, ko so bolni ali okuženi. Za povišico minimalne plače, kot jo zagotavlja zakon, jih vlada nagrajuje z rezi v prispevke za pokojninsko in zdravstveno blagajno in z neposrednimi subvencijami. Da, prav ste slišali. 50 evrov na mesec bodo za vsako minimalno plačo prejeli kapitalisti, ki na brutalnem izsesavanju delavcev že tako mastno zaslužijo. To nagrado bodo prejeli tudi delodajalci, ki zaradi covida niso prizadeti, in celo tisti, pazite, ki so prav zaradi covida povečali svoje dobičke. Politika nizkih plač, socialnega dumpinga in nelojalne konkurence do delodajalcev, ki izplačujejo nekoliko bolj dostojne plače, očitno ni nekaj, kar se pod Janezom Janša problematizira ali preganja. Po madžarskem zgledu je razvoj v nerazvitost s parazitiranjem na delavcih in na državnem proračunu postal vrlina. Podobno posmehljivo že v 8. vlada počne z mladimi. Delavci študenti so znova oziroma še vedno brez pomoči za izgubljeno študentsko delo, naj se znajdejo, kot vedo in znajo. Kako zelo vlada SDS ne mara šolanih in pametnih ljudi, pa priča tudi poseg v število vpisnih mest na fakultetah. Po novem bi kar Janez Janša osebno bodočim študentom zapovedoval, kaj lahko študirajo in česa ne. Kot da ni dovolj, da jim je uničil že 1 leto srednješolske izobrazbe. Nimamo preveč humanistov, ljudi, ki mislijo družbo. Odveč je le en obramboslovec, ki te družbe ne zna voditi, zato se jo je odločil terorizirati. Nadaljše zapiranje šol v Evropi, negotovost o svojem študiju in bodočnost ni matura, ki si jo dijaki zaslužijo. Sploh strani vlade, ki bi maturo padla, kot je dolga in široka. Vsaj za matematiko, slovenščino in zgodovino to lahko zagotovo rečemo. A vsaj tega v vrsti vladnih napadov, tokrat na javno univerzo, smo včeraj uspeli zaustaviti z amandmajem. Seveda ga koalicijska vrsta želi takoj danes spet vpisati v zakon. Kot lahko pričakujete, bomo socialisti javno rabo uma branili. Enako, kot bomo do poslednjega poskusili prepričati državni zbor, da je siromašenje financ za material in storitve v zdravstvu sredi epidemije verjetno ena najbolj norih idej, kar smo jih v zadnjih mesecih lahko slišali, pa je konkurenca zelo huda.